podpis sporazuma s Francijo se mi zdi dosti nehigienski, kakršnikoli že je, ne, glede na to, da stvari za nazaj niso poštimane. Ne. Najprej je treba, bom rekel, rešiti problem Lafarge, francoskega Lafarge cementa v Sloveniji, ki vemo, kakšno škodo prinaša prebivalcem Zasavja. Ne. Potem se pa lahko dalje pogovarjamo o novih sporazumih. Ne. Gre za to, da ti sporazumi vedno, mislim, nikdar ne grejo odkrito v celoti v javnost. Ne. V javnost se podajo neke določene, ne vem, točke nekega sporazuma, ne, ali pa neka maska se podaja, ne, ki zadovolji prebivalce obeh regij, ne, ampak mislim obeh držav v tem primeru, ne, ampak v ozadju so pa vedno, bom rekel, neke igre, ki jih pa potem razni Giuliani, Assange pa taki ne potem razkrivajo. Ne. Teda to jim rekel, to nas je izučilo, ne, skozi novejšo zgodovino ali pa tudi skozi staro zgodovino in skozi sedanjost, ki jo živimo v Zasavju, ne, da taki sporazumi nič kaj dobrega za Slovenijo ne prinaša, ne, ker je Slovenija, bom rekel, že tradicionalno v neki praviloma podrejeni vlogi. Sploh napram takšnim mogočnim, velikim gospodarsko močnim državam, kot je Francija. Ne. Država, Slovenija, s svojimi oblastmi, ne, državnimi in lokalnimi, žal, ne, razen v Zagorju obstaja lokalna oblast v redu, in svojimi strokovnimi inštitucijami tudi država vsaki dan, že 9 let pokopava Zasavje. Ne. Mi smo ta pokop tukaj uprizorili, pač realno, mislim, pač pa na neki simbolni ravni, ampak to se v Zasavju vsakodnevno dogaja. Ne. Tako da mi nismo proti meddržavnim sporazumom, da ne bo nikdo razumel, pa tudi ne proti strateškemu sporazumu s Francijo, ampak kot pravim, potem, ko bomo se nalili čistega vina glede sedanjosti, ne, kako zadeve potekajo danes, ne, ker to, kar Lafarge cement počne v Sloveniji, nobena slovenska firma, cementarna ali pa kakršnakoli druga v Franciji ne bi smela početi. Se pravi, smo neenakovredni partner v teh sporazumih. Ne.